Lepo pozdravljeni v podcastu Gospodarske zbornice Slovenije, tokrat v epizodi Ozadja, v kateri se bomo dotaknili trenutnega dogajanja v slovenskem prostoru in predvsem spregovorili o pričakovanjih Gospodarske zbornice Slovenije in seveda s tem gospodarstva do nove politične sestave Državnega zbora oziroma nove nastajajoče vlade. Slovensko gospodarstvo se je v zadnjih letih soočalo na eni strani z izjemno konkurenco iz Azije, na drugi strani z energetsko nestabilnostjo in visokimi cenami zaradi vojn. Po svoje pa je država tudi pri nas močno povečala stroške dela. In vse skupaj se pozna na padajočih trendih praktično vseh gospodarskih kazalcev in nenazadnje na upadanju rasti BDP-ja, investicij, zaupanja v našo državo, tudi strani tujih vlagateljev. Torej, kakšno vlado potrebujemo za razvoj Slovenije? Kakšno je realno stanje v slovenskem gospodarstvu, kaj pomeni energetska kriza v praksi in predvsem, kateri ukrepi so nujni takoj in na nek srednji rok. O vsem tem z našo današnjo gostjo, z mano v studiu je generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Vesna, lepo dobrodošla ponovno v našem skupnem studiu. Hvala za povabilo, rada pridem vedno. Ker delava skupaj vsakodnevno, jaz predlagam, da se tikava, da bo najin pogovor bolj prijeten. Vesna, mi pravimo, da na Gospodarski zbornici Slovenije se ne ukvarjamo s politiko, ampak z razvojem Slovenije, gospodarstva in pravzaprav primernega konkurenčnega poslovnega okolja, pa vendarle ne morava povsem mimo politike, ki pravzaprav kroji poslovno okolje države in s tem gospodarstva. Zdaj smo dobili seveda jasno sestavo novega parlamenta, nova vlada se šele oblikuje, vidimo prve možne zarise in seveda to je tudi trenutek, ko se postavljajo nove prioritete. Gospodarska zbornica Slovenije je že v javnosti skomunicirala, kakšno vlado pričakuje in kakšne ne bodo prioritete te nove vlade. Pa morda začniva s tem vprašanjem, kakšno vlado si gospodarstvo danes želi in pričakuje. Ja, Jernej, tako kot si že sam ugotovil, mi se ne ukvarjamo s politiko, želimo pa z vsakim odločevalcem, ki je izvoljen, seveda priti do tega, da bomo imeli vlado, ki bo stabilna, ki bo visoko strokovna, učinkovita in ki bo znala prisluhniti gospodarstvu. Torej, da bo gospodarstvo res vzela za enega izmed svojih sogovornikov, saj vemo, toliko kot ima vlada močno gospodarstvo na drugi strani, toliko gre dobro državi, toliko lažje jim je. Torej velikokrat govorimo o predvidljivem, stabilnem, konkurenčnem poslovnem okolju, ki je predpogoj za neko dobro delo podjetij. Vidimo, razmere v svetu se zelo močno spreminjajo, zato še toliko bolj pomembno, da je to okolje vsaj doma čim bolj stabilno in nekako podjetjem prijazno. Tako. Ampak kaj dejansko to pomeni, ko govorimo o konkurenčnem, stabilnem, predvidljivem okolju za neko vsakodnevno delo nekega podjetja, gospodarstvenika? Preprosto bom rekla takole. Na svet in dogajanja, ki se dogaja v svetu in tudi širše, da rečem v Evropi, zelo težko kakorkoli vplivamo. Veliko pa lahko naredimo za predvidljivo okolje doma. Predvsem s tem, da iz dneva v dan ne šokiramo gospodarstva, pa tudi družbe z vedno novimi obdavčitvami. Vemo, da je pretekla vlada, kar se tega tiče, bila res nepredvidljiva in da praktično smo skoraj vsake 2-3 mesece zvedeli za neko novo dodatno breme, če pa že ne obremenitveno skozi denar, skozi davke, pa tudi z vedno novimi in novimi zahtevami, birokratskimi ovirami, in to vsekakor ni predvidljivo poslovno, še manj pa konkurenčno okolje. Veliko borbe smo imeli za to, da smo dopovedali bivši vladi, ki je v odhajanju, da imajo naša podjetja, predvsem energetsko intenzivna, slabše konkurenčne pogoje znotraj Evrope, kot naši tekmeci. Vemo, da Azija, Amerika tukaj pač ima čisto drugačne pogoje, ampak videli smo, in na to smo rabili kar 2 leti, da smo prišli do tega, da posamezne države različno
veliko hitreje zaščitijo svojo to energetsko intenzivno industrijo, ki je mati vseh industrij in je seveda deležna, vsaj v Evropi, pri tistih državah, kjer smo mi največji izvozniki, veliko prej nekih konkretnejših, ne vedno subvencij, predvidljivega okolja. Vsekakor bi rekla, da je tudi preobsežna birokracija vpliva močno na naše nepredvidljivo okolje, ne. Tako da, ja, tukaj veliko lahko naredimo, če bo bodoča vlada znala prisluhniti in z ukrepi, ki smo jih mi tudi pripravili, pridejo nasproti. Če je poslovno okolje seveda nekonkurenčno, pomeni to dejansko za podjetja, da teže pridobivajo posle, ker teže konkurirajo svojim konkurentom iz tujine, na primer v tem primeru, in to pripelje seveda do slabšega stanja v gospodarstvu. Tako je. Če mogoče v tem najnem uvodnem delu še malce koriševa, kakšno je trenutno stanje slovenskega gospodarstva? Ja, nažalost, nam ne cvetijo rože. Zato je bilo zelo pomembno, da smo sploh v času predvolilnega obdobja zelo jasno povedali in pokazali zdravstveno stanje slovenskega gospodarstva, ne. Če začnem samo z kriteriji ali pa zdravstveno diagnozo rasti realnega BDP, ne, ta se nam je v zadnjih 3 letih močno znižal. Če je bilo prej 3-letno povprečje 1,7%, je bilo v lanskem letu samo še 1,1% rast BDP-ja, realna rast BDP-ja. Industrijska proizvodnja se je drastično znižala, kar za 4,4%. Vsi vemo, da je Slovenija v zadnjih 3 letih izgubila 8 dodatnih mest na lestvici IMD, kjer govori direktno o konkurenčnosti gospodarstva. Smo že na 46. mestu, ne. Ohranili smo tudi leto 25. mesto, to se pravi, čisto nič nismo izboljšali. Nadalje, tuje neposredne investicije nam padajo, za razliko od naših sosedov, kjer jim izredno rastejo, ne. Če govorimo o številkah, leta 2022 smo imeli še 35,6% BDP-ja neposrednih naložb, leta 2024 že 34,2% BDP, Hrvaška pa kar 67%. To so res velike razlike med nami in pa med našo sosedo. Potem število zaposlenih v gospodarstvu se znižuje, beležimo pa na drugi strani veliko zaposlovanje v javnem sektorju, pa da tu ne bo pomote. Podpiramo zaposlovanje v javnem sektorju, predvsem za dolgotrajno oskrbo v kliničnih centrih, šolstvu, zdravstvu, vojski nenazadnje, ne. Žal pa ne, da se nam bohoti državna birokracija. Pa če še rečemo, da se povečujejo, ne, zakaj se ne digitalizirajo, zakaj ni potem tudi ta država bolj učinkovita. Če nadaljujem naprej, tudi izvoz se nam je v zadnjih 3 letih poslabšal, ne. Prav tako tudi velikokrat slišimo, da nam dobički v gospodarstvu rastejo, da nam cvetijo rože in pa med in mleko, ne, kar ne drži. 3 sektorje imamo, ki so močni. To je energetski sektor, to je finančni sektor in farmacija. Vsi ostali, kot sem že prej omenila, beležijo upad ali pa zmeren dobiček, ne. Prav tako so se nam cene zelo dvignile in to v povprečju kar za 12%. No in na vse to, na te razmere, v bistvu te padajoče trende v zadnjih 3 letih slovenskega gospodarstva, je zdaj prišla še dodatno energetska kriza, ne? Ponovno, tokrat zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, in ta cenovni pritisk na podjetja, predvsem energetsko intenzivna, je zelo visok, vidimo, počasi se začenjajo prelivati tudi na ostale segmente. Kako dejansko zdaj energetska situacija konkretno vpliva na podjetja, v katerih panogah čutimo največje pritiske? Zdaj moram reči, da tukaj, glede na to, da smo mi res redno in vedno proaktivni, nas je tudi pretekla energetska kriza z vojno v Ukrajini veliko naučila. Zato smo tokrat mi že takoj, praktično teden dni po napadu na Iran,
mi zorganizirali in sklicali strateški svet za energetski prehod, da seveda tako takrat še delujočo vlado, kot tudi kompletni energetski sektor preverimo, na kakšen način bi se bilo potrebno tej krizi zoperstaviti, da smo pripravljeni. No, in tukaj vemo, da pač je treba nasloviti vse 3 vrste energentov, tako elektriko, plin, kot tudi naftne derivate. Zdaj, sektorji, ki so seveda najbolj zdajle trenutno bili na udaru zaradi totalne blokade ali pa velikega problema z dostavo naftnih derivatov, so pač najbolj glasni bili logisti, ne, in pa seveda zelo hitro tudi kmetje in pa, da rečem, kmetijsko-živilski sektor, ki seveda so zdaj v fazi, ko je treba vse posejati, vse postaviti na njivah, ne, in seveda tukaj je potrebne velike količine nafte in tako je začela skrb, kako bomo najprej zagotovili to, da bomo imeli logistiko in pa ta sektor pokrit. Strah je bil v prvi fazi tisti, ki je tudi začasno blokado dal. Ampak, ko so se zadeve malo skoordinirale, a ne, so tukaj neke zadeve stekle. Vemo tudi, da država Slovenija je ena izmed redkih držav, mislim, da so samo 3 v Evropi, ki imajo določene blagovne rezerve in nekako smo na tem delu, bom rekla, majčkeno bolj varni, vsaj za 3 polne mesece z naftnimi derivati, a ne. In tukaj, na primer, so zadeve se počasi umirile. Ampak, glede na nepredvidljivost, glede na to, da so pogajanja tudi zdaj ponovno v mrtvem teku, a ne, je bilo prav, da smo na Gospodarski zbornici konkretno pripravili ukrepe, ki so že prijeli v prejšnji krizi. Na vseh 3 segmentih. Mogoče pogledamo, ja. Se Na sprehodimo vseh, skozi te ukrepe. tako je. Mi smo dejansko že zaradi tega, ker je Evropa že lani prepoznala, da je energetsko intenzivni sektor v veliko slabši poziciji, kot so, da rečem, naše konkurenci v Aziji in v Ameriki, je dala možnost nekega okvira za bolj konkurenčno ceno električne energije, in mi smo, hvala Bogu, lani celo drugo polovico leta zelo podrobno skupaj z energetsko zbornico in pod okriljem Ministrstva za okolje, podnebje in energijo pripravili shemo in zakon, ki bo sedaj, upam, v čim krajšnjem času na Evropski komisiji potrjen in bo zdaj še, ko je še dodatno kriza, stopil v veljavo. To pomeni, da bodo podjetja dobila nekaj cenejšo ceno elektrike za svoje delovanje. Torej govorimo o podjetjih, predvsem iz energetsko intenzivne industrije. Potem smo na podoben način, ravno Smola je hotela, da se je za koncem marca iztekla tudi shema za nižji prispevek, ki so ga podjetja plačevala za ure, torej učinkovito rabo energijo za OVE, ne, za obnovljive vire energije in pa SPTE. Tako da je tudi to shemo smo dali na nabor ukrepov in tudi to je ministrstvo že prosilo v komisiji, da bo podaljšana in da bo stopila ponovno v veljavo. Prav tako izredno pomemben segment so tudi težko pričakovana povračila za indirektne emisije. Kot vemo, je država z 10-letnim zamikom vzpostavila to shemo, zdaj so jo podjetja prav tako energetsko intenzivna 3 leta že koristila in je prav tako s letošnjim letom sovpada ponovno podaljšanje, hkrati pa tudi razširitev določenih panog, ne, ki bodo po novem deležne tudi te pomoči in bo tudi to dobrodošlo. Tukaj se širi še poleg kompletnih materialov še na del sektorja kemije, steklarstva, tudi cementa, kar pomeni, da bo ta energetsko intenzivna industrija kar precej lahko pridobila. Seveda pa moramo poskrbeti tudi za tiste, ki ne zapadejo pod ta zakon, ki je pač namenjen energetsko intenzivni, zato smo za vsa preostala podjetja, srednja podjetja,
že po vzoru pretekle krize predlagali zamejeno ceno, regulirano ceno, tako kapica, elektrike, ne, če rečemo na kapice, ceno električne tako energije. kapico električne energije, tako za ceno električne energije, kot tudi za plin. Torej, da srednja in pa tudi tista večja podjetja, ki niso energetsko intenzivna, mala, pa je vlada že uredila pretekli teden, ko je sprejela uredbo, kjer dobavitelji električne energije ne smejo brez vrednosti vlade dvigniti cene, tako ne elektrike, kot tudi ne plina. Tako da to so ukrepi, za katere dejansko vplivajo, lahko hitro doprinesejo k stabilnejšemu, bom rekla, K blažitvi, ne? blažitvi Teh visokih cen. Tako. Seveda ta prispevek, torej znižan prispevek za OVE, SPTE in ure, velja tudi za vse oblike podjetij, torej ne samo za velike, tudi za srednja in mala podjetja. Pa morda tudi, glede na to, da se Evropa tudi še ni bolje odzvala, pričakujemo tukaj tudi še kakšne stvari na strani Evropske unije, nekje imajo rok do konca tega meseca, tako da upam pa, da bodo tudi oni prišli poleg teh ukrepov, ki smo jih pa tudi vse skomunicirali z vsemi političnimi strankami, a ne, da bodo dodali pa še kakšno svojo stvar. Kakšen evropski ukrep dodatno, ne? Tako. Torej, kar nekaj ukrepov smo predlagali in kar nekaj izmed njih so že v fazi odobritve ali ne, izvrševanja. Pri gorivu, pri nafti, plinu, tukaj absolutno apeliram predvsem za kmetijsko nafto, kmečko nafto, kot ji rečejo, kot tudi za avtoprevoznike, da se ta delež trošarin jim nekako prizna, ne, to je sigurno za edini možni ukrep. In pa seveda to, kar je tudi vlada že po prvi zmedi uredila, da ni več, da gre tankat po 200 litrov z omejitvami, ampak da lahko napolni cel tank, to je tudi pomembno, ne. No, ta sveženj protikriznih ukrepov, seveda eden od svežnjev, ki jih je Gospodarska zbornica Slovenije predlagala novi politiki in odhajajoči vladi, ne, ker je bilo treba ukrepati zelo hitro. Tako je. Zdaj pa smo seveda v času, kot sva začela že pogovor, nekako formiranja novega parlamenta, predvsem pa vlade, in katera koalicija se bo že uspela sestaviti, nismo čakali. Gospodarska zbornica Slovenije pripravila dodaten predlog, zdaj pa prioritetnih ukrepov, ne, za povečanje konkurenčnosti gospodarstva. Tako je. Pa če se Vesna morda malček navežemo najprej na kratkoročne ukrepe. Kateri so tisti ukrepi, ki bi jih ti izpostavila, in pa kaj to pomeni, da so kratkoročni, kaj pričakujemo od vlade? Zelo dobro smo naslovili tako krizne ukrepe kot kratkoročne, katere verjamem, da bodo stopili v veljavo od 3 do 6 mesecev, potem pa srednjeročne prve do 2 leti, a ne, kjer bo treba tudi jih implementirati. Torej, za kratkoročne ukrepe smo seveda kot prvi tak predlog dali ukinitev 5. dohodninskega razreda in znižanje stopnje v 4. dohodninskem razredu iz 39 na 36 odstotkov, kjer seveda bo se poznalo predvsem pri deležu prejete plače in bo sigurno dobra motivacija vseh zaposlenih in tudi za konkurenčnost gospodarstva. Potem pa smo rekli, da je postopno znižanje statutarne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb na 15 odstotkov do 20-30. No, tukaj smo pa seveda tudi predlagali, da so različne 2 stopnje. Ena stopnja je za mikropodjetja, mala podjetja, kjer je prihodkov do 1 milijona, in pa potem preostala podjetja, ne? In tam je do 10% znižanje davčne osnove, a ne, davka od dobička pravnih oseb, pri ostalih podjetjih pa 15 odstotkov. Potem smo dali še tretji ukrep pri davku, in sicer ugodnejša dohodninska obravnava napotenih delavcev, kjer se vzame v davčno obravnavo cirka 40 odstotkov, ker se mi tudi to zdi, da ta vlada v odhajanju ni želela slišati.
Drugi sklop ukrepov se nanaša na zmanjšanje obremenitev nadomestil za podjetja zaradi absentizma. Tukaj so predvsem, da se ponovno skrajša obdobje, v katerem delodajalci krijejo nadomestila, v breme delodajalca, in sicer iz 30 na 20 delovnih dni. To so nam, bom rekla, leto nazaj dvignili na 30. Potem zelo pomembno je, glede na to, da imamo stalne pomanjkanje visoko kvalificiranega kadra, učinkovitejše zaposlovanje kadrov iz tujine, hitrejše zaposlovanje, predvsem potem dobri praksi, ki smo jo uvedli v času poplav. Potem prav tako odprava nesorazmernih omejitev pri zaposlovanju tujcev. Tukaj so za vsak prekršek delodajalca bile drastične, tudi manjše prekrške, bile drastične kazni in se je podjetju onemogočilo, da zaposluje tujce. Torej je, bom rekla, to ponovno treba odpreti in pa urediti. Tretji sklop je predlog pospešitve digitalizacije slovenskega gospodarstva. Tukaj gre predvsem za krepitev Ministrstva za digitalno preobrazbo kot horizontalnega koordinatorja digitalne preobrazbe države in gospodarstva. Vemo, da država ni naredila čisto nič ali zelo veliko premalo na digitalizaciji. Prav tako tudi gospodarstvo potrebuje več spodbud, predvsem mala in srednja podjetja. Zato je tukaj tudi zelo dobrodošel ukrep, ki smo ga že poznali, to je digitalni vavčer. Potem prideva pa do teh srednjeročnih ukrepov. To so pa ti, ki pa zahtevajo verjetno nekaj več usklajevanja in tudi še nekoliko bolj celosten pristop. Tako. Tukaj pa seveda smo nanizali praktično vse, kar smo mi predlagali že v mini davčni reformi, in me veseli, da to praktično so vse stranke tudi več ali manj v svojih predvolilnih soočenjih izpostavljale. Gre za razvojno kapico na vse socialne prispevke za začetno uvedbo že s 1. januarjem 2027 pri 4-kratniku povprečne plače, torej pri 9.600 evrov, in seveda potem postopno zniževanje na 2,5-kratnik povprečne plače, to je 6.000 evrov do 2030. Drug tak ukrep, ki bi ga predlagali, je ugodnejša davčna obravnava holdinških družb, kjer je izvzema 95% kapitalskih dobičkov holdinških družb iz davčne osnove. In drug tak ukrep še uvedba ničelne stopnje davčnega odtegljaja na obresti dividend za sedež holdinga. To dejansko, na primer, s pridom dela tudi Hrvaška, Potem poenostavljena oblika uvajanja davčnih olajšav za manjše subjekte, kot so na primer povprečni vrednosti osnovnih sredstev ali realizirani prihodki na letni ravni, kar sem že tudi prej omenila. Potem diferenciacija stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, tudi tu je smiselno, da imamo razliko za podjetja, ki imajo manj prihodkov kot 1 milijon, da pač imajo 10% DDO, in pa večja podjetja z večjimi prihodki pri 15%. To, kar so prej omenila, že? Potem je velika in zelo boleča tema so vsa dovoljenja, vse vrste dovoljenj, tako integralna dovoljenja, kot tudi presoje vplivov na okolje, kot so okoljevarstvena soglasja, okoljevarstvena dovoljenja. Tukaj moram reči, da so predlogi tudi nekako predlagani tudi že v okoljskem omnibusu v Bruslju in upam, da bomo dejansko do tega čim prej prišli. To je uvedba enotnega inštituta, posvetovalne konference, ukinitev obstoječega dvojnega sistema predhodne informacije in predhodnega postopka, kar je bilo prej vse zaporedno, bi bilo istočasno. Potem inštrukcijski roki, obvezujočih rokov in omejitev dopolnjevanja vlog, torej največ 60 dni za ugotavljanje potrebnosti presoje, 30 dni za določitev obsega, 30 do 90 dni za javno posvetovanje in potem 90 dni za končno odločitev. To bi kar za 40% znižalo čas pridobitve dovoljenj, kar pa je že zelo v redu.
Potem naslednji sklop je pa... Mogoče, da omenim tudi, da Evropa predlaga tudi uvedbo inštituta tihe odobritve, torej, če je molk organa, se smatra, da in ni odgovora, pomeni, da je zadeva sprejeta, in pa seveda to, kar ves čas govorimo, v tej dobi digitalizacije, vzpostavitev enotne digitalne platforme, one stop shop, torej vse na enem mestu, in to bi bilo pač ključno. Mogoče še dve področji izpostavimo, ne? Torej, nekaj prioritetnih ukrepov smo nanizali tudi za področje raziskav, razvoja in inovacij in pa seveda tudi še na področju digitalizacije. Ja. Ne? No, kar se tiče raziskave, razvoja, inovacije, jaz moram reči, pa kaj je pa tukaj vlada pretekla v odhajanju naredila en pomemben korak. Naredila je to, da so se povečala sredstva za zakonom o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, vendar pa to, da se povečajo sredstva brez kontinuitete razpisov, ni dovolj, a ne. No, in tukaj bi absolutno rekla, da je potrebno res biti pazljiv, in če imaš povečan proračunska sredstva in pa tudi druga kohezijska sredstva na razpolago, da potem nimaš predvidljivih razpisanih pogojev in razpisanih razpisov, da bi se pač podjetje lahko tudi bolj predvidljivo odločalo, a ne. Tu je, bom rekla, naša velika rak rana, kajti pri nas se dogaja, da imamo vmes med enim in drugim razpisom tudi po več let, in to vsekakor ne prinaša k boljši konkurenčnosti, boljši inovativnosti in tako naprej. Prav tako je povečan denar za temeljne raziskave, premalo pa je bilo fiksnega denarja in zagotovljenega denarja za inovacije. To, kar nas uvršča v državo z višjo dodano vrednost. In tukaj bi si želeli, da je tudi zakon jasen in da se zapiše 0,25 integralnega denarja tudi za inovacije. Potem imamo pa še na področju digitalizacije, ne, smo ponovno predlagali uvedbo predmeta v osnovne in srednje šole. Vse nam, nič nam ne bo pomagalo. Vemo, da smo vedno bolj starajoča družba, da je vedno manj zaposlenih in da mi dejansko ne izkoristimo prednosti, ki bi nam jih lahko avtomatizacija, digitalizacija, robotizacija pripeljala. In tukaj res ne morem razumeti, da smo rabili več kot 6 let, da smo s preteklo vlado v 7. razred lahko vključili predmet računalništva, a ne? Ampak mi bi ga želeli, da se vključi po celotni vertikali osnovne in srednje šole in seveda tudi fakultete. In mi moramo gledati, da bomo vsi znali izkoristiti prednosti digitalizacije, ne da nas bodo svarili pred nevarnostjo, ampak da nas naučijo veščin in znanja, prednosti, ki bodo vsem olajšale delo in s tem zmanjšalo tudi potrebo po zaposlenih, da pač nam ta orodja postanejo tako znana, da bomo lažje z manj ljudi nadomestili in opravili delo. Tako da tukaj mislim, da je nekaj, kar bo moral šolski sistem per takoj pričeti z spremembami, tako v osnovnih šolah, srednjih šolah in tudi v fakultetah. No, ti ukrepi, ki smo jih prioritetno določili, a ne, za izvajanje nove vlade, so seveda povzeti po našem gospodarskem programu, ne, Made in Slovenija 2035, ki smo ga predstavili javnosti in pripravili skupaj z gospodarstvom in strokovnjaki lansko leto jeseni. GZS predlaga seveda torej novi vladi, da pripravi na tej podlagi tudi nov načrt razvoja slovenskega gospodarstva do leta 2035. Zakaj, Vesna, je tak načrt pravzaprav pomemben in zakaj ravno zdaj? Če smem reči takole, ko smo se mi lotevali našega Made in Slovenija 2035, ne, smo pogledali, kaj druge države naredijo, predvsem tiste uspešne, kot je Kitajska, pa še kakšno bi lahko izpostavila. Singapur je velikokrat omenjena, ne. Te države so pripravile svoje 5 ali pa 10-letne programe in se ga držale ko pijanec plota. In prav zato so uspešne.
ker imajo razvojno politiko in ne skačejo iz dneva v dan na druge teme. Ko država določi prioritetna področja, tako kot smo jih tudi mi definirali v Made in Slovenija, potem vemo, in to je narejeno na poglobljeni analizi, kjer imamo mi potencial tako gospodarstva, gospodarskih subjektov, kot tudi institucij znanja. Potem vemo, da na teh prednostnih področjih dejansko lahko dosežemo ob upoštevanju vseh predvidljivih konkurenčnih pogojev, lahko dosežemo veliko višjo dodano vrednost, pa tudi produktivnost se lahko bistveno poveča. Zato je nujen konsenz. Vsakokratna vlada bi morala imeti tak program, ki presega en mandat in ga tudi izpeljati. Ne pa, da vsak dan potem posebej, ne vem, danes je modna muha vesolje, drug dan je modna muha vegetarijanstvo, potem pa temu primerno usmerjamo svoje fokuse. Postaviti moramo tak razvojni gospodarski koncept, ki bo dejansko prepoznaven v celotni družbi. Celotna družba mora vedeti, da bo zaradi tega bolj odporna na vse izzive, ki nas iz dneva v dan tudi, bom rekla, iz širšega sveta tangirajo. In to mislim, da bi bilo potem tudi veliko lažje prihajati do pozitivnih rezultatov. Zakaj je ravno zdajšnji čas pravi čas, oziroma skoraj da nujen čas za pripravo takšnega programa? Vedno je čas, vedno je prav čas. Mi smo mislili, da ga bo prejšnja vlada naredila, ker ga nismo naredili mi, zato da smo dali na mizo program, v katerih je potekala volilna kampanja. Mislim, da prav zaradi našega programa smo vzpodbudili razpravo, kako pomembno je gospodarstvo. In veselilo me je, ko sem slišala praktično skoraj od vseh političnih strank, ki so takrat še kandidirale za parlament, da je potreben tak program. Zato, da bo to kompas, katerega se bodo držali in mu sledili. Zato mislim, da je zdaj, ko se nova vlada formira, edini logičen zaključek, da takoj pristopijo vsi, prav zato, ker se vsi pogovarjajo o razvojni koaliciji, o koaliciji narodne enotnosti, da potem za tako delovanje potrebuješ prav tak program, o katerih se potem lahko poenotiš. No, GZS, kot so že dejala, je kot nenazadnje najpomembnejša gospodarska organizacija v tem obdobju zelo aktivna. V stikih smo z vsemi ključnimi pristojnimi, tako na državni ravni kot novo izvoljenimi političnimi strankami in poslanci. Morda še za zaključek informacija, kakšne aktivnosti je GZS izvedla z namenom ukrepanja in pravočasne priprave nekih ukrepov v dobro Slovenije in kakšne so nadaljne aktivnosti predvidene. Tako, mi dejansko proaktivno pristopamo, ker imamo dobre vzvode. Tako kot smo že oktobra pripravili kompleten Made in Slovenija akcijski načrt za gospodarstvo, potem smo ga v času volilnih kampanj dejansko vsem tem strankam močno približali, predstavili tudi tiste stvari, za katere morda niso poznali, in seveda od tistega momenta dalje, ko smo tudi videli, kaj so zapisali v svoje gospodarske programe, vidimo v politične programe, vidimo, da praktično več ali manj so stranke slišale, kaj gospodarstvo pričakuje. Zdaj, ko so gotova dejstva, da vemo, kdo so naši poslanci, katerih 7 poslanskih skupin imamo, tako bom rekla opozicijo in koalicijo, pa kakorkoli se bo vlada sestavila, smo mi pravočasno, še preden so bili v petek potrjeni v parlamentu, naslovili tako paket kriznih ukrepov, kot tudi kratkoročne in srednjeročne ukrepe, pa tudi zahtevo za ta širši nacionalni gospodarski akcijski načrt, smo naslovili in poslali vsem političnim strankam. Z temi strankami se sedaj že tudi srečujemo, jim podrobneje predstavljamo, zakaj mislimo, da so ti kratkoročni, srednjeročni ukrepi in tudi krizni ukrepi nujni, da jih čim prej
tudi spravijo v koalicijsko pogodbo oziroma takojšnje delovanje vlade. V nadaljevanju seveda pričakujemo, da dejansko zelo odgovorno pristopijo k oblikovanju tega širšega razvojnega načrta za slovensko gospodarstvo, ker samo tako verjamem, da bomo tudi iz te krize išli boljše. Tako. Če potegnemo črto, Vesna, pod najin pogovor, je slika precej jasna. Torej, gospodarstvo ne potrebuje več nekih novih analiz stanja, vemo, kam in v katero smer je treba iti. Zdaj so potrebne odločitve in seveda takojšnje ukrepanje v dobro podjetij in posledično seveda tudi razvoja in dobrobiti celotne države in prebivalcev. Tako je, in Gospodarska zbornica je tukaj zato, da pomaga vse te realne potrebe tudi razložiti in pa seveda pomagati udejanjati. Vesna, hvala lepa za tale pogovor in seveda hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Srečno do prihodnjič. Hvala in srečno.